Spoštovani prodekan, hvala za nagovor. Spoštovane gospe in gospodje, tukaj in tudi na povezavi. Lepo vas pozdravljam, da ste se vzeli čas za ta večer. V tem večeru želim, kar je izjemno pomembno za slovensko samobitnost, spregovoriti o pomenu krščanstva za naše življenje in kako so na to gledali naši predniki, kajti iz tega lahko potem tudi mi črpamo, kaj naj pravzaprav počnemo danes. To vprašanje je tudi izredno aktualno, tudi zaradi tega, ker veste, da se o vlogi krščanstva v naši družbi postavljajo številna vprašanja, celo dvomi in celo nasprotovanja, da temu je lahko tako, da bi bili Slovenci verni. In zato mislim, da je to vprašanje izjemno pomembno. V prvem delu bom kratko predstavil, zakaj je to vprašanje za človeka tako pomembno. Gre za nekako osnovno človeško vprašanje ali, če hočete, antropološko, strokovno rečeno, vprašanje, ki govori o tem, da je človek bitje, kot so Grki rekli, ki predvideva svoje življenje, ki ga načrtuje. To načrtovanje pa ima izjemno pomembno zakonitost, zgodbo, ki je zgodba vsakega našega osebnega življenja, zgodba njegovega človekovega odnosa do staršev in v tem okviru se oblikuje, da človek načrtuje svoje življenje v okviru materinega jezika, v okviru tudi sociološkem, okviru družine, naroda in s tem seveda tudi s tem izročilom šele vzpostavlja samega sebe. Človek nekako ni bitje, ki bi nekako delovalo kar tako, kot so rekli Grki, avtomatsko, ampak deluje tako, da si vzpostavi svoj okvir življenja in to je izjemno pomembno za to, da človek živi in preživi. O tem seveda lahko razpravljamo zelo na široko. Predvsem je tukaj pomembno ne samo, da se ljudje naučimo govorice, ampak da se tudi čustveno uokvirimo, to se pravi, ko človek prejme prve besede in ni zaman govora o materini govorici, ta beseda je materina, ki nas vpelje v življenju, ko nam mati pokaže predmete in jih poimenuje in smo mi tudi s tem vpeti in vpeljani v človeški govor, ampak je pomembno tudi zaradi tega, ker se z materjo vzpostavlja tudi medčloveški odnos, ki se potem razširi seveda v očeta, ki je drugi pomembni partner in potem ostali, ki nas nekako zaznamujejo za življenje. In v tem okviru je seveda za organski razvoj izjemno pomembno, da te stvari potekajo normalno, če rečemo, da potekajo organsko, da ni tu nekih prehudih prekinitev, tudi nekih nasilnih posegov. Vsaki taki nasilni posegi, bodisi v osebno življenje, kakor tudi v širši družbeni prostor, pa seveda postavljajo velike probleme. In najbolj očiten je ta problem za nas, ki smo doživeli čas bivšega režima, da je bivši režim, kakor vsi totalitarni režimi, dejansko pretrgal dosedanje okvire in na nek način popolnoma pretrgal tudi osnovne človeške vezi, predvsem to osnovno, čustveno in tudi, lahko rečemo, besedno vez. Veste, da so še posebej v komunističnem režimu zelo skrbeli za to, da bodo ustvarili nov jezik, ki bo nekako pometel s prejšnjim jezikom in to je tisto, kar je nekako postalo velik problem vseh postkomunističnih družb, s tem se ukvarjamo tudi mi danes in zato je seveda izjemno pomembno, da se zavedamo tega vprašanja, da to ni vprašanje, ki je zgolj nekako v nekem zgodovinskem poteku, ampak je vprašanje, ki je bistveno porušilo dosedanja izročila
In s tem je seveda tudi to povezano z drugim, tudi v smislu naše duhovne dediščine, z drugim vprašanjem, da je to tudi bistveno pretrgalo temeljne vezi, ki so duhovno povezovale naše prednike, in veste, da je bivši režim zelo izrazito poskrbel za to, da bi pretrgal ustaljene vezi in tako človeka postavil nekako na neke nove temelje, ki so pomenili seveda popolno izkoreninjenje tega, kar je bilo v preteklosti, in zato seveda tudi številni misleci, ki govorijo o teh vprašanjih, govorijo o pretrganju korenin. Če pa so korenine pretrgane, potem seveda je to velik problem za človeka, ravno zaradi tega, ker je človek bitje, ki v tem smislu v osebnem življenju, pa tudi seveda v širšem družbenem, narodnem življenju, nastaja z dialoškim odnosom, ki se vzpostavlja med njim in materjo, ko pride na ta svet, potem z očetom in ostalim svetom, in ta dialoški odnos se seveda tudi nadaljuje potem vse življenje. In glejte, zato je izjemno pomembno, da se tega zavedamo in tako tudi bolje razumemo naš sedanji položaj, zakaj se je to zgodilo. Poleg tega, kar smo doživeli s tem režimom, smo seveda Slovenci in tudi vsi sodobni narodi, predvsem zahodnoevropske kulture, doživeli še nek drug izziv, ki je izziv potrošniško-tehniške družbe, ki poskuša nekako vse dosedanje ustaljene vrednote preoblikovati, kakor so recimo marksisti govorili o novem jeziku, govorimo tudi zdaj o novem jeziku, ki pa ni seveda tako, vsaj na prvi pogled, nasilen, ki je pa zelo močen in ki ga podpirajo tudi ustrezna gibanja, ki hočejo človeka tako narediti za sodobnega odvisnika in ga izkoreniniti. Zopet gre za izkoreninjenje, ki bo človeku onemogočilo, da bo stal na svojih nogah, pač pa bo odvisnik, in to seveda s sodobnimi potrošniškimi, propagandno-medijskimi in vsemi drugimi sredstvi, čemur smo priča v sodobnem svetu. Zato je seveda danes toliko bolj na mestu vprašanje, kaj pa je tisto, kar je pravzaprav, kar še drži človeka in kar ga lahko vzpostavlja. Je to res, kar se postavlja vse na zunaj, ali pa je tisto, kar človek vzpostavlja v pristnem osebnem odnosu do sočloveka in v katerem se mu odpira tudi duhovni svet, ki je v dosedanjem izročilu zaznamoval naše življenje. In številni sodobni misleci govorijo o tem, da pravzaprav noben čas, kakor sedanji, še ni tako korenito posegal v to duhovno dediščino in postal, recimo temu, ignorantski do te dediščine in s tem seveda popolnoma spremenil tisočletna ali pa 10 000-letna izročila človeštva, ki so vzdrževala človeka in mu omogočala, ali kakor pravi znani nemški ustavni sodnik, da sodobna družba nič več ne zagotavlja temeljev, iz katerih bo živela. Tukaj ne gre samo za ekonomske temelje, da pač porabimo več ali použijemo ali porabimo več, kakor potrebujemo, ampak gre tudi za duhovne temelje, ki vzdržujejo človeka pri življenju, ki omogočajo, da živi kot človek, to se pravi, da se človeško nanaša drug na drugega, in to seveda zelo slabi človekovo življenje od otroštva in potem v vsem njegovem nadaljnjem življenju. To je zelo pereče sodobno vprašanje in zato je toliko bolj potrebno, da se tudi mi nekako vračamo v to vprašanje, kaj je pravzaprav naše dediče, naše prednike vzdrževalo, da so to duhovno dediščino vzdrževali, v njej živeli in tudi omogočali njen nadaljnji potek. S tem je povezano tudi seveda pomembno vprašanje vrednot, kaj so pravzaprav tiste vrednote, kajti ko se človek tako v dialogu vzpostavlja,
ko prihaja v govorico s pomočjo matere in očeta in ostalih ljudi, si vzpostavlja tudi prioritete, kaj je tisto, kar je bolj vredno, so določene besede, ki imajo težo, mati, oče, domovina, Bog, in te besede so seveda tiste, ki nekako tudi človeka držijo v širšem okviru in mu omogočajo tudi dolgoročnejše dihanje, življenje in preživetje. To je izjemno pomembno in zato seveda tudi v sodobni družbi številni govorijo o tem, da ni mogoče, da vse gre, kot je nekako slogan tako imenovane postmoderne družbe. Znani ameriški filozof Sandel je ravno v zadnjem času napisal knjigo, v katerem poudarja, da ekonomije in vsi drugi sodobni procesi gredo zelo mimo človeka in da tudi politiki več ne obvladajo tega položaja. To se pravi, potrebno je vprašati se, kaj je pravzaprav tisto, kar bo dolgoročno vzdrževalo naše življenje. To nekako je, če hočete, izhodiščno vprašanje, ki nas napeljuje, nas Slovence še posebej, kaj pa je tisto, na kar se moramo v tem smislu, v duhovnem, v tudi človeškem smislu obrniti, da bi nekako postavili te temelje zase in tudi seveda za bodoče rodove. In izjemno pomembno je, da seveda Slovenci lahko v sodobnem, tako imenovanem globalističnem ali globalnem svetu vzamemo nekako nekaj iz različnih izročil človeštva in da je to tudi danes nekako predmet našega dialoga, recimo različna gibanja ali pa tudi vere kot islam ali potem tudi filozofije, kot so indijske filozofije ali kitajske filozofije. Vse to je seveda odprto, vendar za nas, ki smo dali določeno izročilo, ki je pa bilo pretrgano v tem obdobju našega revolucionarnega časa, je pa pomembno, da se vprašamo, iz česa so živeli naši predniki in da poskušamo svoje življenje ponovno graditi na teh temeljih. Ne zato, ker bi pač hoteli, da je zopet krščanstvo tisto, ki prevlada nad Slovencem, ampak zato, ker so ti predniki pokazali in dokazali, da je pravzaprav to izjemno pomembno za življenje. In če se nekako vrnemo v našo preteklost in nekako tudi iz te preteklosti poskušamo napraviti zaključke za našo sedanjost, je to vprašanje izjemno pomembno tudi v tem smislu, da odkrijemo pravzaprav tisto, kar je velikokrat spregledano v teh procesih, da naši predniki, ko so postavljali te krščanske temelje, niso imeli v prvenstvu pravzaprav zato, da bi ostali kot Slovenci, kakor se velikokrat poudarja, od Trubarja, pa če hočete še nazaj, od Brižinskih spomenikov, pa potem vse do naših velikih mož v zgodovini, da je bilo sicer to pomembno nacionalno vprašanje ali narodno vprašanje, ampak prvenstveno je bilo to vprašanje življenja in preživetja človeka v veri. In vsi ti naši predniki so izjemno poudarjali pomen tega, da je to potrebno zato, da bo človek preživel. In ni zaman, da imamo v Brižinskih spomenikih pravzaprav nekako temeljne zadeve našega življenja, ki so molitev, to se pravi Oče naš, kesanje, se pravi nekako človekovo spreobrnenje in s tem tudi ponovna pot k dialogu do drugega, in pa seveda veroizpoved, to se pravi človekovo postavljanje v širši okvir. V teh zapisih imamo prvo ali pomembno sporočilo za Slovence, da se v teh okvirih lahko primerno, dobro, dostojno, če hočete, ali kakorkoli dolgoročno odvija človekovo življenje. Podobno velja seveda tudi za vse evangeličanske mislice, za naše protestante, ki so nam seveda dali temelje ali nadaljevali temelje slovenske narodne kulture.
ampak njihovo življenje je bilo tudi bistveno usmerjeno v to, da človeka postavijo kot religioznega človeka. Trubar govori o ljubih krščenikih, ne govori, seveda govori tudi o Slovencih, govori tudi o tem, da je potrebno materino besedo gojiti, jo spodbujati, in je zato seveda tudi spodbudil ves ta proces prevajanja Svetega pisma, ki ga je potem dokončal Dalmatin s celotnim prevodom, ki je eden izmed 14 v svetovnem merilu, prvih 14 v svetovnem merilu, poleg še enega drugega. Skratka, v tem smislu je pa bistveno vprašanje, da so tudi evangeličani v prvi vrsti hoteli človeku zagotoviti, da se bo postavil tukaj na zemlji z pogledom v nebo. In to je bilo pravzaprav bistveno sporočilo. In tudi recimo je izjemno pomembno, da je vse njihovo literarno in tudi pisateljsko, prevajalsko in vse drugo delovanje namenjeno temu, da bodo človeka duhovno postavili, da bo imel koordinate dobrega življenja tukaj na zemlji in seveda usmerjenega v nebo, kajti le to omogoča človeku dolgoročno življenje. Podobno velja seveda tudi za vse naslednje rodove, kjer se je ta proces nadaljeval. In če govorimo o katoliški prenovi v 17. stoletju, ki je sicer v določenem smislu pomenila neko napetost med protestanti in seveda tudi določene težave, ki so se pojavile tudi v tem, kar se danes zelo rado poudarja, da so pred škofijo zažigali protestantske knjige. To je treba seveda razumeti v tistem kontekstu, da je prava vera tista, ki jo seveda nalaga okvir družbenega življenja, in takrat je bil to tudi seveda politični okvir, ki je bil vedno tudi izjemno pomemben, ampak tudi vsi katoličani v katoliški prenovi so spet nadaljevali ta proces. Mimogrede, recimo, če govorimo o zažigu knjig takrat, recimo, pomislite samo, kaj se je zgodilo še par stolet potem, ko so zažigali ne samo knjige, ko so zažigali tudi arhive, ko so zažigali vse druge stvari, in to po toliko stoletjih, ko smo že nekako bili bolj osveščeni in v sistemu, ki naj bi bil napreden in tako dalje. Torej tudi ta kontekst se je treba postaviti v ta okvir. Seveda ni bilo to dobro ali pa tudi primerno, in veste, da v katoliški prenovi so potem tudi ohranili svetopisemske prevode, ki so jih potem tudi sami uporabljali, dokler niso vzpostavili tudi novih, ker je bilo ključno vprašanje, da se vzpostavi človeku prava vera, in zato so seveda takrat še posebej jezuiti tudi v slovenskem prostoru uvedli šolsko dejavnost in tudi pridigarsko dejavnost in vse drugo, ki so jo takrat tukaj v Ljubljani, pa tudi v ostalih mestih, kjer so živeli takrat Slovenci, izvajali v tem smislu, da duhovno poglobijo človeka, da bo mogel v polnosti živeti iz teh duhovnih temeljev. In ni zaman, da se celo Ljubljanska univerza, kot veste, z letom 1619 sklicuje na jezuitsko ljubljansko šolo, licej, v katerem so tudi poučevali moralko in druge filozofske predmete, ki naj bi v nekem smislu tudi pokazali, da se je univerzitetno življenje začelo že v tistem času tudi med Slovenci. Seveda izjemno pomembno je, da je tudi v tem času šlo v tej dejavnosti predvsem zato, da človeka postavijo kot duhovnega človeka, da se vzpostavi tisti temelj, ki bo nekako tudi človeku omogočil življenje in preživetje. In tudi v tem smislu, kar zadeva odnos evangeličanov in katoličanov v tistem času, je tudi izjemno pomembno,
da je katolištvo dolgoročno Slovencem seveda v večji meri omogočalo to univerzalnost, ker je, če bi seveda šlo po političnih principih, cuius regio, eius religio, ki so bili takrat nemški, je katoliška vera v večji meri bila neko nasprotje takratne oblasti v tem smislu, čeprav je oblast imela pokrov nad družbenim življenjem, tudi nad cerkvenim življenjem, pa vendar je univerzalnost katoliške cerkve bolj odpirala in tudi dolgoročno omogočala življenje Slovencev in njihovo preživetje, kar se je pokazalo še posebej ob koncu Avstro-Ogrske monarhije, ko smo Slovenci dejansko zagovarjali katoliško Avstrijo, da bi preživeli kot narod, in so številni seveda upali, da se bo to zgodilo, čeprav je seveda nemški nacionalizem prevladal in je zaradi tega tudi Avstrija potem razpadla. Naslednje poglavje, ki je izjemno pomembno, je seveda pomlad narodov, ki je tudi Slovencem omogočila, da so bolj izrazito postavili svoje narodne temelje. In kot veste, je zopet katoliški duhovnik na Koroškem, celovški kaplan Matija Majer-Ziljski izpostavil temelje, kaj Slovenci terjamo, in zato doživel tudi preganjanje, preselitev na Svete Višarje in potem še na druga mesta. Skratka, tudi v tem času je katoliška vera izjemno pomembno se spojila z narodnimi načeli, in tudi Slovenci smo v tem času izjemno pomembno se lahko oslonili na duhovnike. Poglejte samo vlogo Antona Martina Slomška, ki je tudi zaradi svojega verskega prepričanja pravzaprav služil temu, da je prestavil sedež škofije iz Levanta v Maribor, da je nekako spodbujal potem tudi katoliško duhovno prenovo, šolanje in omogočanje predvsem mladim, da se šolajo v narodnem jeziku, ampak vse to je imelo za Slomška izjemno pomembno vlogo v tem duhovnem smislu, se pravi zato, da bodo ljudje, ki se šolajo v narodnem jeziku, lahko tudi se šolali v veri, da bodo utemeljeni na verskih temeljih. Zakaj? Zaradi tega, ker bodo tako lahko tudi ne samo kot osebe, kot družina, kot narod, ampak tudi kot celota bolje in tudi dolgoročno živeli. In v tem smislu seveda je tudi lahko rečemo, da je v tem času tudi večina slovenskih vernih ljudi pravzaprav vedno znova živela in delovala v tem smislu, da so gradili vse svoje temelje na veri, da so tudi naši veliki možje od Prešerna, kar se velikokrat pozablja, gradili, čeprav so se takrat že v Evropi pojavljala tudi nove težnje, v katerih nekako to duhovno življenje ni več samo v okviru bodisi svetopisemskih, bodisi katoliških, pa tudi ne seveda v zahodnem svetu, ker se je bolj širil protestantizem, oziroma ker se je razvil protestantizem, evangeličanska vera, tudi tam so se pojavljale te težnje, da se človek čim bolj postavi na svoje noge in tako poskuša tudi vse svoje duhovno življenje živeti predvsem iz sebe. To pa je tisto, kar je v veliki meri tudi na podlagi evangeličanske teologije, ki veliko bolj poudarja osebno človekovo izkušnjo, njegovo osebno vero. Luther je poudaril, samo vera je tista, ki nas rešuje, in seveda tudi v svetovnem smislu je to odprlo težnje, ki jih je potem razvijalo razsvetljenstvo, da človek svoje življenje razvija kot sam pred Bogom, v začetku seveda še z Bogom,
in kasneje potem je te težnje vedno bolj razvijal tako imenovani liberalizem, v tem smislu, da človek tudi te težnje lahko razvija tudi brez cerkve najprej, potem kasneje tudi brez Boga in kasneje seveda tudi, da popolnoma sam urejuje svoje življenje. To pa so tisti zametki sodobnega mišljenja, ki so ustvarili pravzaprav, da krščanska skupnost ni več tista, ki v odnosu ljudi med seboj in v odnosu do Boga šele gradi pristno duhovno življenje človeka, ampak da je človek sam sebi dovolj in seveda, da se pravzaprav lahko postavi na svoje noge. To je nekako zametek tiste miselnosti, ki jo je pri nas pisatelj Marjan Rožanc nekako označil kot miselnost, ki pravi, da bo človek, pisano z veliko začetnico, sam urejeval svet in potem je pa spoznal, da ne more biti človek, kaj šele nadčlovek, če Bog ni več Bog. To se pravi, v teh okvirih, v teh koordinatah tega duhovnega življenja, v katerem človek živi svoje življenje z drugim in ga vzpostavlja v pristnem medsebojnem odnosu in potem seveda tudi v odnosu do Boga, to je tisto življenje, ki šele omogoča nekako človekovo ravnotežje v tem svetu. To ravnotežje pa se seveda poruši takrat, ko človek nekako vse postavi na svoje noge in je nekako nepripravljen deliti svoje življenje z drugimi. To je nekako začetek tega sodobnega procesa, ki je potem doživel višek v razsvetljenskem liberalizmu, ki pa ni nekako se končal samo v tem, da je nekako spodbudil človeka k samostojnosti, k neodvisnosti in s tem seveda tudi vedno bolj k neodvisnosti od Boga, ampak je spodbudil tudi narodne težnje k samostojnosti narodov in vse te težnje so potem seveda tudi rodile sodobne nacionalizme, ki so dosegle tudi višek v teh sodobnih nacionalsocialističnem, komunističnem in tudi v fašističnem sistemu, kjer je šlo za to, da človek, ki ni več sposoben v dialoškem smislu vzpostaviti odnosa z drugimi ljudmi, kakor je to učila katoliška krščanska vera, ta odnos vzpostavi s tem, da vse ljudi nasilno povežemo v korporacijo, v neko skupnost, po kateri morajo vsi funkcionirati po načelu, kakor ga diktira vodilna oblast, ki se je tako vzpostavila. V tem času, torej posebej v času razsvetljenstva in pa potem seveda tudi v času romantike, so te težnje nekako vedno bolj burile duhove in zanimivo pa je, da so tudi v slovenskem prostoru te težnje vedno ostale še dokaj v katoliškem okviru, kar je najbolj jasno zapisal v 70. letih 19. stoletja pisatelj Janez Trdina, ki je trdil, da v Sloveniji, v slovenskih deželah takratnih, ne moremo pravzaprav paktirati, ne moremo odpisati cerkve, ampak moramo paktirati s cerkvijo, zato ker je večina slovenskega ljudstva še vedno verna in vsaj pri volitvah moramo to upoštevati. In to je pravzaprav rodilo tisto zapleteno vprašanje, ki se je razvilo v koncu 19. stoletja na Slovenskem, predvsem seveda z vprašanjem tako imenovanega svobodomiselstva in potem seveda tudi vprašanje tudi liberalnih teženj, ki so poskušale po eni strani iti v korak s tem modernim časom, o katerem sem govoril, to se pravi človeka čim bolj osvoboditi, osamosvojiti, postaviti na svoje noge, niso pa uspele nekako postaviti tega v okvire skupnega življenja in zato je seveda tudi na Slovenskem še vedno zelo močno prevladala ta katoliška smer. To, kar je recimo govoril teoretično, če tako rečem, Anton Mahnič v
v koncu 19. stoletja v svojih spisih, da Slovenci moramo nekako spoštovati katoliško vero. Je bilo pravzaprav predvsem vprašanje, ali smo Slovenci sploh sposobni drugače živeti, kakor pa kot katoliški ljudje. Šlo je za to, da so vse te moderne težnje za Mahniča bile nekako odklon od temeljih, naravnih in tudi lahko rečemo družbeno idejnih osnov človekovega življenja na Slovenskem, in Mahnič se je predvsem v tem smislu zavzemal, da tu izvedemo neko doslednost, da se pravzaprav ljudje opredelijo, da rečejo, ja, če hočemo živeti popolnoma neodvisno od Boga, in predvsem tudi seveda neodvisno v prvi vrsti od cerkve, potem se moramo pač opredeliti in ne govoriti, da pač vseeno spoštujemo cerkev. In v tem smislu je seveda nastal takrat ta ločitev duhov, ki ni bila v tem, da je Mahnič ločeval ljudi, ampak ljudje so se ločevali v tem smislu, da so bili eni še vedno pristaši katoliške cerkve, pripravljeni sprejeti njene duhovne in tudi moralne, politične in vse druge okvire, tudi, če hočete, estetske okvire. To je seveda zelo zapleteno vprašanje in o tem bi seveda lahko zopet izvajali posebno razpravo, da so pač ljudje živeli, hoteli ohraniti te okvire, na drugi strani pa so se hoteli nekako odločiti od cerkve in tudi od ustaljenega dosedanjega krščansko-kulturnega okvira in nekako se delati, kakor da so še vedno tukaj, pa vendarle so iz tega izločeni. Mahnič je hotel preprosto to, da ljudje rečejo, ali smo še vedno člani cerkve, prisegamo na njene temeljne vrednote, jih spoštujemo, jih skušamo tudi v družbi zagovarjati in seveda s tem tudi zagovarjati načela, ki jih katoliška cerkev zagotavlja. Ali pa se od tega odvračamo in potem smo seveda liberalci, ki gremo svojo pot in se seveda pač potem tudi temu primerno ravnamo. Seveda je to v načelnem smislu zelo zahtevno vprašanje in vprašanje, če je Mahnič vedno uspel tudi v takratnih okvirih to vprašanje nekako tudi ustrezno nasloviti na ljudi. On je bil osebno zelo pošten in tudi odločen duhovni človek, ki je tudi izjemno svoje življenje ne samo na Slovenskem, ampak potem tudi kot škof na Hrvaškem zastavil za to, da se te krščanske vrednote v družbenem življenju ohranjajo. Vendar je seveda zaradi tega tudi naletel na težave in težave so pa pravzaprav bile, kar se je pokazalo posebej na Hrvaškem, da so pa novi sistemi, ki so se takrat pojavili, torej predvsem takrat, kot veste, fašizem, ravno na teh liberalnih načelih pravzaprav skušali povoziti tudi vse katoliško življenje in s tem seveda temu se je Mahnič odločno uprl, temu so se upirali pri nas tudi številni drugi ljudje, predvsem seveda tudi njegovi nasledniki, tako v Gorici, kakor tudi v Trstu, ki so zagovarjali, da s krščanskim načelom moramo kljubovati sodobnim nacionalizmom, ki so enostranski, ki so ozki, ki ne premorejo nekega dialoga, ki ne premorejo neke duhovne odprtosti in s tem seveda je to pogubno za slovenski narod. V tem smislu je seveda izjemno pomembno, da so tudi vsi misleci takratnega časa v katoliškem smislu poskušali najti tudi formulo, kako bi dejansko Slovence v teh zahtevnih razmerah, ko so se nacionalizmi, ko so se tudi liberalne ideje, to se pravi osamosvojitev človeka, osamosvojitev naroda, samostojnost vsakega posameznika, kako najti formulo, da bi ljudi prepričali, da bodo vendarle
na nek način pripravljeni sodelovati, bodisi kot samostojni subjekti, kot samostojne osebe, bodisi kot tudi samostojni narodi, kajti če tega ne uspemo, če nekako ta formula, bi rekli, duhovnega sodelovanja ne uspe, potem smo seveda v vojni in žal se je seveda to tudi dejansko uresničevalo. Eden izmed vodilnih ljudi, ki je v tem smislu tudi izjemno pomembno vplival na te procese, je bil seveda v slovenskem prostoru Janez Evangelist Krek in seveda z njim tudi številni drugi katoliški misleci, ki so vendarle v takratnem času, lahko rečemo tudi primerjalno z evropskimi tokovi, izjemno pomembno vplivali na takratno uveljavitev krščanske ideje, predvsem krščansko-socialne ideje. In seveda to je izjemno zahteven proces, kajti ne gre samo za to, da ljudi nekako zedinimo v nekem skupnem projektu na silo, ampak da jih prepričamo, da je tudi v sodobnem izjemno zahtevnem času, v katerem so seveda številni, predvsem, kot je zapisal Janez Evangelist Krek v svojih črnih bukvah kmečkega stanu ali v svojem socializmu ob koncu 19. stoletja, da prepričamo ljudi, da je tudi z novimi stanovi, to se pravi delavci, pa tudi takrat že vedno bolj pod vprašanje postavljenimi obrtniki in predvsem tudi vedno bolj pod vprašanje postavljenimi kmeti, mogoče narediti neko novo sintezo skupnega družbenega življenja na katoliški podlagi in jim tako pomagati, da bodo stanovi v takratni družbi zopet nekako sklenili nek nov dogovor, v katerem bodo tako delodajalci kot delavci in vsi delavski sloji, to se pravi obrtniki, trgovci in kmetje, trgovci, delavci in kmetje z delodajalci pod vodstvom države vendarle sklenili nek nov sporazum. Ampak zato je potrebno ljudi v polnosti nekako tudi vzgajati in moč in tudi vzor, če hočete, ne samo za takratni, ampak tudi za današnji čas Janeza Evangelista Kreka je bil, da je njemu uspelo tudi v slovenskem okviru združiti ljudi, tudi delavce, v prizadevanju za uresničitev te ideje. Predvsem v tem smislu, da je po eni strani upošteval to, kar so sodobni tokovi zelo izrazito izpostavili. To se pravi, da je potrebno tudi delavcem pustiti, da se postavijo na svoje noge, da zagovarjajo svoje temelje, predvsem pa, da, kot je rekel že papež Leon XIII, da delavcem ne delimo pravico, ampak da delavcem ne delimo miloščine, ampak da jim delimo pravico, to se pravi, da jim omogočimo, da bodo za svoje delo dobili pravično plačo in zato jih je treba seveda organizirati. In v takratnem okviru je on seveda ustanovil tudi ustrezne organizacije, ki bodo ljudi izobražile, Slovensko krščansko-socialno delavsko zvezo, ki se je potem razširila tudi kot osnovna izobraževalna organizacija po vsem slovenskih krajih. Recimo Krek je zapisal, da vsaka fara ima svojo organizacijo, v kateri se bodo ljudje tako oblikovali, in s tem je pravzaprav vzel, če hočete, veter iz jader tistih ljudi, ki so skušali po eni strani zatirati delavce, po drugi strani pa tudi tistih ljudi, ki so nekako rekli, da se v družbi ne da drugače narediti, kakor z revolucijo, to se pravi z popolno odpravo dosedanjih družbeno-ekonomskih razmer. Seveda je naletel pri prvem na težave tako pri delodajalcih, pa predvsem tudi pri kmečkih oblastnikih, recimo tudi takratna liberalna stranka, ki je povezovala tudi slovenske velike kmete
je bila zelo kritična do njega, češ da se zavzema za preprostega in ubogega kmeta, ker je pač v svoji knjigi Črne bukve kmečkega stanu zapisal, da se kmetu slabo godi. Je hotel tudi s tem seveda kritično se opredeliti do oderuštva, ki je takrat z velikih kmečkih gospodarstv, pa tudi raznih drugih družbenih subjektov skušala izžemati slovenskega kmeta in tako seveda uničiti njegovo življenje in preživetje. Posebej pa seveda na drugi strani tudi do socialdemokratov, ki so pa skušali seveda že takrat z nasilnimi sredstvi popolnoma spremeniti družbo, da bo tako pravzaprav prišlo do samouveljavitve delavcev, kar se je seveda, kot veste, kasneje izkazalo kot ustvarjanje novega razreda, ki je potem vse, ne samo delavce, ampak tudi kmete in vse ostale družbene sloje kot novi razred, kot je potem kasneje zapisal Milovan Džilas, nadvladal in prevzel tako rekoč vse osebno življenje v svoje roke in določil totalitarni sistem, ki je vladal vsem slojem in vsem ljudem. Zasluga Janeza Evangelista Kreka je, da je torej dejansko v takratnem času s svojim zavzetim delom, s svojim, lahko rečemo, nenehnim delovanjem po slovenskih krajih, skoraj ni slovenskega kraja, kjer se on ne bi uveljavil te interese in ta načela, da se slovenski ljudje postavimo na osnovi krščanskih temeljev in da ti krščanski temelji dobijo tudi družbene okvire in družbene mehanizme, ki bodo delovali tako na kmečkem, kakor tudi seveda na delavskem področju, na kmečkem področju kot za druge, to se pravi živeti v medsebojni povezanosti, in Krek je speljal nekatere organizacije, ki so jih sicer že prej načrtovali liberalci in tudi izpeljali, recimo na Celjskem, vendar je v večji meri poskušal, da te zadruge imajo nekako participacijo vseh in da služijo predvsem ohranjanju in vzdrževanju kmečkega življenja in preživetja. Na drugi strani potem seveda delavske organizacije, kjer je tudi Krek ljudi vzgajal, organiziral zato, da se v krščanskem duhu tudi šolajo, kako naj ta društva delajo in potem seveda tudi kako naj se postavijo za to, da se uresniči tisto, kar je predlagal že v svojo krožnici Rerum Novarum papež Leon XIII, ki je rekel, da je potrebno, da se vsi stanovi dogovorijo in da država poskrbi, da ti dogovori uveljavijo pravično, ali pa vsaj bolj pravičnostne družbene odnose. Ker je bilo to seveda v takratnem času tudi zelo močno podprto z slovensko in kasneje vseslovensko ljudsko stranko in ker je tudi Krek kot njen podpredsednik imel izjemno pomembno vlogo, je to seveda dobilo tudi politično težo, bilo pa je seveda to tudi izjemno pomembno podprto z prosvetno, duhovno in seveda tudi izobraževalno dejavnostjo katoličanov, ko so vse te zadeve, o katerih zdaj govorim, dejansko katoličani takrat preverili na katoliških shodih leta 1892 na prvem, kjer je Krek tudi že nastopil, in potem tudi v naslednjih 1900, 1906 in 13 ocenili nekako to gibanje in ugotovili, da je dejansko slovenski kmet vendarle bolje zaživel, da so slovenski delavci se tudi začeli bolj organizirati, postali bolj samozavestni in da so krščanska načela vendarle uresničljiva tudi v teh novih duhovnih procesih, ki se dogajajo v družbi in da je mogoče tako ljudi vendarle organizirati. Mislim, da je to tudi eno izmed izjemno pomembnih vprašanj za današnji čas, ko recimo se sprašujemo, ali se lahko katoličani še kaj naredimo v teh procesih, če vse nam gre narobe, drugače teče in tako dalje. Mislim, da je to izjemno pomemben odgovor
Krek je rekel, da je potrebno iti na teren, je potrebno delati, je potrebno nekako ljudi organizirati, se z njimi pogovarjati in omogočiti, da se postavijo na svoje noge, in potem bodo seveda tudi ustrezni rezultati v drugačnem življenju. In na tretjem katoliškem shodu je potem tudi sam spregovoril, da je biti katoličan v naših razmerah postalo nekaj pomembnega, nekaj, na kar so ljudje ponosni, ne pa nekaj, kar se nekako ljudje bojijo. To se pravi, krščanski temelji so vendarle tisti, ki omogočajo tudi zdravo osebno in tudi družbeno življenje. In na teh temeljih se da to graditi. Ampak izjemno pomembno je seveda, da se je treba temu primerno organizirati, da je to treba, če tako rečem, trenirati, da je to treba tudi stalno duhovno poglabljati in da je v tem pravzaprav naša bodočnost, in mislim, da tudi model za današnji, seveda v drugačnih spremenjenih razmerah, ampak če hočete, bistvena vprašanja, ki se danes postavljajo, so pa zelo podobna. Glejte, tudi delavci imajo v teh razmerah zelo podobne težave, probleme in tudi so deležni zelo podobnih šikaniranj, o katerih govori že Krek v takratnih časih. Tudi kmetje v naši družbi, recimo danes, se pritožujejo, da so nekako plen politike ali določenih politik ali določenih trendov, ki jih pač naročajo nekateri in tako dalje. In seveda tudi mi, katoličani, se velikokrat pritožujemo, češ da nimamo možnosti, da bi se uveljavili. Potrebno je, da se o tem razmišlja, da se o tem razpravlja, da se tudi danes nekako organizirajo, če hočete, shodi, v katerih se razpravlja o teh stvarih, ne samo nekako na verbalni ravni, ampak da se tudi v manjših skupinah vprašamo, kaj lahko določena skupina ljudi naredi v svoji župniji, na svojem delovnem mestu in v drugih okvirih. Razmere so danes seveda bolj kompleksne, ampak bistveno vprašanje pa ostaja isto. In predvsem bistveno vprašanje ostaja tudi danes, pazite, ali bomo na teh temeljih, ki se sedaj skušajo v družbi uveljaviti, češ da je vseeno, ali bomo na teh temeljih sploh dolgoročno živeli in preživeli. In krščanska misel in krščanski družbeni nauk ima inštrumente, da nas nekako okviri, postavi v temelje, iz katerih bomo tudi ta vprašanja temu primerno dolgoročno reševali in seveda tudi zagotovili tisto, kar kot sem rekel, govori nemški teoretik, da bomo zagotovili svoje življenje in preživetje. To je pravzaprav ključno vprašanje. V tem procesu je seveda izjemno pomembno, da so potem Slovenci dejansko vseskozi, lahko rečemo, do prve svetovne vojne zelo močno ohranili te krščanske duhovne korenine in jih, vsaj po moji oceni, v času Kreka in seveda tudi ostalih, ni mogoče, da bi vseh omenil, bom potem posebej seveda še Lamberta Ehrlicha, ki je bil tudi njegov sodobnik in tudi sodelavec v teh procesih, predvsem na Koroškem v takratnem času, ko je Krek še živel, da so Slovenci v tem času dejansko zelo razgibano in tudi zelo plodovito uresničili te krščanske temelje in nekako tudi v slovenski družbi vendarle opravičili to, da je slovenska družba krščanska, da smo mi družba, ki na teh temeljih živimo in preživimo. Čeprav je seveda tudi v tem času, tudi po tem liberalnem načelu prišla nekako v navado floskula "Fajmoš trenucaj samo za sol", ker so pač bili duhovniki vendarle do tega časa na nek način ključni duhovni in pa tudi socialni, politični in kakršnikoli že voditelji naroda, pa vendarle lahko rečemo,
da so omogočili, da je slovenski narod v teh izjemno zahtevnih časih, potem tudi med drugo svetovno vojno, živel in preživel v teh krščanskih temeljih in ohranil svoje duhovne temelje, v katerih je pač vzdrževal svojo družino, svojo tudi širše družbeno življenje in tako omogočil tudi življenje in preživetje v nadaljnjem času. To je seveda bilo tudi bistveno sporočilo, če se zdaj vrnem k Lambertu Ehrlichu, tudi no in mogoče samo še ena opomba v tem smislu, kar sem že dejal, zato so tudi slovenski politiki, duhovniki in vsi, ki so nekako v takratnem času videli moč tega gibanja, ki se je razvijalo v teh katoliških shodih, ki sem jih omenil, in tudi v dela na terenu, recimo v farnem življenju, v farnih organizacijah, tako družbeno-političnih, kot pa seveda še bolj v delavskih, organizacijskih in pa tudi nekako izobraževalnih organizacijah. Povsod se je pokazalo, da krščanstvo lahko omogoči življenje in preživetje in seveda tudi nudi človeku trdnost ne samo v reševanju njegovih vsakdanjih problemov, ampak predvsem tudi v nekako dolgoročnem življenju. In zato je seveda tudi krščanstvo bistveno pripomoglo k temu, da Slovenec, lahko rečemo, do takratnega časa je vedno bil pravzaprav nenasilen do drugih narodov, je svojo samostojnost vendarle uresničeval v nekem dialoškem in tudi seveda duhovno odprtem smislu, tako da je razumljivo, da so takratni ljudje potem, kot je bil Janez Evangelist Krek, tudi Ehrlichova, nekako Ehrlichovo stališče je bilo, da je katoliška Avstrija tista, ki bo zagotavljala, da bo ne samo Slovencem, ampak tudi vsem drugim narodom možno neko složno življenje. Kajti gre za to, da se ta nacionalizem, ki se je sprožil, o čemer sem prej govoril, s temi novoveškimi procesi po samostojnosti človeka, naroda, da se ta nacionalizem zelo hitro izrodi v neki skrajni liberalizem, ki je na gospodarskem, seveda političnem in potem seveda tudi socialnem področju, predvsem pa se seveda zelo hitro izrodi, ko gre za interese posameznih narodov, ki skušajo na vsak način uveljaviti svojo težnjo. In oba politika in tudi oba duhovnika in tudi v nekem smislu politična voditelja, se pravi Janez Evangelist Krek in številni drugi in pa tudi Lambert Ehrlich so bili prepričani, da seveda je bolje, da nacionalno načelo vendarle tudi v državnem smislu se postavlja v širše okvire, čeprav recimo, to bomo videli potem pri Ehrlichu, ko so se praktično stvari razvijale drugače, je bil on prepričan, da se tudi Slovenci moramo bolj postaviti na svoje noge in nekako tudi se temu primerno organizirati, uveljaviti svoje interese in omogočiti, da bomo tako uspeli tudi v širšem družbenem življenju. Lambert Ehrlich, kot rečeno, če dovolite vseeno, ker se mi zdi, da je on v tem smislu pravzaprav eden izmed ljudi, ki je v tej najbolj zgoščeni bitki sodobnega časa, ki se je vedno bolj zaostrovala od, lahko rečemo, že Prve svetovne vojne, pa potem seveda do Druge svetovne vojne in seveda z vzponom totalitarizmov, je dejansko prihajalo nekako do tako rekoč ključnega spopada teh različnih miselnosti v smislu tega, da je dosedanja krščanska ideja, ki povezuje vse narode, ki omogoča tudi sožitje narodov, ki seveda ni bila brez problemov, ne govorimo o tem, ampak ki vendarle omogoča, ki vsaj načelno spodbuja ljudi k sodelovanju v družinskem življenju, v širšem družbenem življenju, med stanovi in različnimi
drugimi skupinami, kakor je zapisal papež Leon XIII v teh svojih okrožnicah, ki so se potem tudi nadaljevale v nadaljevanju cerkvenega delovanja. Skratka, v vseh teh procesih je šlo za to, da se vendarle ljudi vzgaja, tudi, če hočete, trenira v nekem složnem in tudi vzdržnem medsebojnem sobivanju, vendar so se ti procesi vedno bolj radikalno širili so jih pa seveda tisti, ki so hoteli na nek način izkoristiti človeka potem za te svoje liberalistične ideje. Tako recimo vse te sodobne težnje, recimo, ki gredo že od, če hočete, Voltaira in vseh drugih, tudi angleških individualistov, recimo Hobbesa in vseh drugih, ki so poudarjali avtonomijo človeka. Vse te ideje so seveda zdrave v tem smislu, da postavljajo človeka ali pomen človeka, da se postavi na svoje noge. Vendar je na drugi strani takoj se postavi vprašanje, kako pa bo ta človek sodeloval z drugimi. In postavi se tudi drugi problem, ki ga danes vedno bolj vidimo, ki je pa preprosto v tem, da ljudje zelo hitro izkoriščamo vse take ideje za to, da določena skupina ali pa celo posameznik dobi pod svojo oblast ljudi in jih potem usmerja v svoje cilje. In bistveno načelo krščanstva pa je ravno, da ta ideja ne more uspeti zaradi tega, ker človek ni absolutni gospodar na tem svetu, ker človek je samo v službi Boga in zato je tudi to krščansko načelo, da je vladar po božji volji. To ne pomeni, da si vladar nekako še Boga lahko, še na Boga sklicuje pri svojem vladanju, ampak pomeni, da je v zadnjem smislu tudi on odgovoren Bogu. Če tudi ljudem ni vedno popolnoma odgovoren, je pa odgovoren Bogu in zaradi tega si nihče ne sme narediti takega prisvajanja, da si bo ljudi kar vzel zase in jih bo on peljal v prihodnost, kakršno si je pač kdo zamislil. Te težnje ali to nasprotje med tema dvema načeloma, se pravi krščanskim duhovnim načelom sodelovanja in tudi dialoga, ki ljudi povezuje med seboj, ker jih povezuje tudi z Bogom in je Bog nekako tudi, če hočete, pokrov vsega tega delovanja, Bog kot Sveta Trojica, ki je prav tako dialoški, ki prav tako ljudi, kot so ljudje med seboj povezani, komunicira v samem sebi, tudi nas spodbuja, da bi ta dialog ohranjali in da bi v tem dialogu tudi vztrajali v svojem življenju. Z prvo in drugo svetovno vojno so se dejansko ti procesi popolnoma sekularizirali in to pomeni tudi, da se je nekako, če hočete, v družbi zelo močno uveljavila spet neka poganska miselnost, ki je bila absolutno nasprotna, odtujena od teh temeljnih krščanskih duhovnih prvin in na to so seveda opozarjali misleci, o katerih sem govoril, in posebno seveda velja to za Janeza Evangelista Kreka, za Lamberta Ehrlicha. Lambert Ehrlich je seveda bil človek, ki je izrazito dobro nekako dojel te probleme, dojel je, da smo pravzaprav v času, podobno kot Janez Evangelist Krek, ko se dejansko ti družbeni temelji popolnoma majejo, ko ljudje nič več ne vemo, da smo postavljeni v neke globlje temelje, ki nas med seboj povezujejo, ampak si vedno bolj nekako vse postavljamo v svojo glavo in to glavo postavimo kot temelj, po kateri se morajo vsi ravnati in po katerem seveda tudi mi komandiramo vse druge. To je tisto bistveno, bi rekli, spoznanje, ki je te ljudi, ki so bili duhovno utemeljeni, bogati v tem krščanskem izročilu,
navdihovalo k temu, da so rekli pa ljudje, pazite, dajte se zavedati, kam plovemo, kam gremo. Dajte se zavedati, da so to tisti temelji, ki so stoletja vzdrževali človeško družbo v neki normalnosti. In glejte, ni zaman Justin Stanovnik zapisal, recimo, da se je z komunizmom zgodilo nekaj, kar je bilo nezaslišano, kar se še sploh ni moglo zgoditi v človeški družbi. To podobno seveda velja tudi za nacizem in fašizem, vse druge take sodobne stranpoti človeštva, ki so dejansko od tega osnovnega spoznanja, ki je ljudi vodilo stoletja in jih omogočalo, da so imeli svoje temelje, da svoje korenine, da so nekako tudi v teh koreninah imeli določeno obnebje, kako so med seboj komunicirali, da so živeli tudi v nekem duhovnem obnebju, recimo zato tudi recimo Justin Stanovnik govori o tem, kako se je pri nas molilo, kako so bili ti temelji tisti, ki so ljudi nekako ljudem omogočali, da so presegali svoje tudi osebne ali pa, če hočete, tudi širše politične, socialne in vse druge ambicije, ki jih ljudje pač imamo. Ljudje smo pač krhka bitja, ljudje nismo bogovi in to je pravzaprav bistveno sporočilo, ki navdaja Lamberta Ehrlicha, ko govori o tem, da se je potrebno postaviti na krščanske duhovne temelje. In ko govori o tem, kako bomo Slovenci preživeli, govori seveda tudi o tem, da bomo preživeli samo na teh temeljih. In seveda, če pogledamo zdaj njegovo zgodno zgodbo, recimo iz Koroške, recimo, ker je bil on doma, veste, da je rojen v Žabnicah, leta 1878 tam obiskoval šolo, v Celovcu gimnazijo, leta 1797 odšel v Innsbruck, študiral teologijo na univerzi v Innsbrucku, bival v Canisianumu, mednarodnem zavodu, se potem z doktoratom in tudi z širšimi znanji, predvsem iz misijonskih in pa tudi verskih zadev, recimo v Parizu, Rimu, pa potem kasneje tudi v Oxfordu, vrača v Celovec kot kaplan, vikar v stolnem župnišču in potem tudi tajnik škofa Kana, ki ga je imel on za nekako zelo svetniškega škofa, ki mu je nekako tudi z svojim zgledom kazal, kako naj poglobi to svoje življenje. In potem se seveda z vsem srcem vrgel na delo na Koroškem, kjer je ravno to, kar sem prej govoril, poskušal nekako tudi detektirati, kot bi rekli moderno danes v tistem času. Se pravi, videl je, kako pravzaprav vsi tisti, ki so zapustili narodnost, slovensko narodnost, postajajo liberalci in odpadejo tudi od cerkve. Zato je rekel, zato mu je nekako tudi ta, če hočete, sociološki uvid v takratne razmere pokazal, je rekel, glejte, to so tiste zadeve, kjer vidimo, kako pravzaprav, če človek odpade od vere, odpade od narodnosti, tudi odpade od vere, in ravno tisti so bili potem najhujši nasprotniki slovenskega naroda in tudi seveda krščanstva. Te stvari lahko tudi v marsičem odkrivamo tudi potem v drugih razmerah in tudi v drugih časih med Slovenci danes. Skratka, tisti, ki izgubi svojo identiteto, ki izgubi svoje korenine, tisti potem v življenju vedno ne funkcionira več normalno, ampak postaja nekako nasprotnik, ne samo drugim, ampak tudi nasprotnik samemu sebi. Ni sposoben več vzdrževati svojega človeškega temelja. To so tiste prvine, ki jih ima Ehrlich nekako tudi za temelj življenja človeka. Se pravi, človek ne more živeti in preživeti, če nekako te naravne, duhovne in seveda tudi s tem povezane narodne identitete, ki na nek način to duhovno identiteto z materinim jezikom
z materino govorico, z okvirom družinske vzgoje in tako dalje ohranja. Če to izgubi, potem je na nek način vse življenje izgubljeno. In nekako ta model, če si predstavljate, to je tisti model, ki na nek način tudi danes postaja problem za sodobnega človeka. Kaj se danes tudi človeku dogaja? Pravzaprav v tej izgubljenosti sodobnega časa tudi že mlad človek in tudi starejši človek vedno bolj izgublja svojo duhovno čvrstost, v katero je položen kot človek, ki ima seveda materino govorico, ki ima potem tudi določeno duhovno izročilo, in seveda pri nas se je to zgodilo še posebej z tem iztrganjem vseh dosedanjih korenin, ki ga je uvedla revolucija. In seveda vse te stvari je Ehrlich dejansko tudi že takrat napovedoval. Zato je tako odločno nastopil na Koroškem zoper nemški liberalizem, ki je človeka skušal iztrgati iz tega svojega bistva, in potem seveda tudi pri nas, ko je šlo za ljudi takratnega časa, ki so jih komunisti, predvsem mlade ljudi na univerzi, in potem seveda tudi z bolj organiziranim delom Kominterne skušali iztrgati iz običajnih okvirov. Drugi korak njegovega življenja in delovanja seveda je bila potem konec Prve svetovne vojne, Pariška mirovna konferenca, kjer je on bil eden izmed, lahko rečemo, brez dvoma glavnih stebrov jugoslovanske delegacije, ki je poskušal v takratnih razmerah, veste, da je Italija z Antanto leta 15 v Londonu sklenila dogovor, po katerem bo potem, ko bo pristopila k Antanti, dobila določeno ozemlje, na katerih živijo predvsem Slovenci in seveda Hrvati. In vse te debate je seveda Ehrlich tam pravzaprav potem dobil, tako rekoč na tapeti, kajti tisti, ki so pravzaprav na konferenci odločali, so bili 4 glavni akterji, se pravi francoski, ameriški, angleški in pa italijanski predsednik, ki so se vsi obnašali kakor gospodje, ki so sedeli v svojih sobah, kakor je Ehrlich zapisal, brez zapisnikov, sklenili dogovore, rekli tudi recimo, kot je Ehrlich tudi zapisal med drugim, recimo, pa dajmo še Avstrijcem Radgono, ker pač že itak so bili precej prikrajšani, pa jim to se pravi, ampak to je bilo vse nenapisano, in Ehrlich pravi, da se je pravzaprav ta francoska Versajska konferenca v Franciji dejansko odvijala v tem dogovoru velikih, ki so pač po določenih interesih, posebno seveda se je tu močno uveljavila Italija, kakor je zapisal Ehrlich v svojih zapisih, in pripeljali do tega, da potem tudi na Koroškem nismo uspeli, da je pravzaprav skoraj tretjina slovenskega ozemlja prišla pod Italijo, da so se potem nadaljevali vsi ostali problemi. Ehrlich je iz tega nekako zaključil, da je spet tukaj dejansko prišlo do tega, da se ne spoštuje tisti temeljni princip duhovne svobode človeka kot osebe, kot naroda, in da se moramo tudi Slovenci sami osvestiti in postaviti na svoje noge, če hočemo, da bomo kot narod, je rekel, ker doslej nismo bili niti politični subjekt, vse te debate so bile nekako v okviru jugoslovanske delegacije, ne pa Slovencev, ki imamo prav tako kot Italijani ali pa katerikoli drugi narod pravico, da se postavimo na svoje noge in upremo tem težnjam, ki so se takrat pojavljale. Na drugi strani je seveda Ehrlich iz tega pravzaprav tudi zapisal ogromno tega gradiva, pisal spomenice na Sveti sedež že takoj leta 19, ko je januarja potoval čez Bern v Francijo, je takoj nunciju izročil spomenico za Koroško in tako dalje, in potem to ponavljal, tudi spodbujal vse svoje delegate, da so kritično
reagirali, poskušali tudi ob teh debatah, ki so jih imeli ti štirje odločilni na konferenci, vendarle kakorkoli dobiti informacije, kaj so se pogovarjali, kako so sklenili in nekako tudi potem temu ustrezno reagirati. Brezdvomno je bil on eden izmed ključnih ljudi na tem področju. Seveda je potem ta zadeva izpadla, kakor je, kot vemo, da Slovenija dejansko v takratnih razmerah ni uspela, potem še nekako to združenje, ki se je zgodilo, je bilo zopet nekako v smislu za slovensko suverenost, samostojnost, tudi katolištvo problematično. In zanimivo, da je Ehrlich si tudi s tem delovanjem že v delegaciji, potem pri vodilnem takratnem srbskem narodu prislužil nekako kot tisti, ki ni nekako naklonjen niti ne tej jugoslovanski državi, in so ga potem tudi, ko je postal profesor na teološki fakulteti leta 1922, so mu dolgo časa delali težave pri priznanju odslužbenih let. Tudi z njegovim imenom so nekako marsikaj tako manipulirali in v smislu tega, češ, da ima nemško ime, se nekako tudi v tem smislu ga skušali norčevati, predvsem zaradi tega, ker je on tako globoko doživljal te pristne in polne slovenske in tudi katoliške interese. Glavna njegova seveda potem dejavnost pa je bila potem na univerzi, ker je bil, lahko rečemo, takrat v mednarodnem smislu priznan religiolog, to se pravi človek, ki se spozna na vere, in so mu tudi vsi takratni strokovnjaki to tudi pisno, ko je kandidiral za profesor v Ljubljani, podpisali. Seveda bistveno njegovo delovanje pa je bilo delovanje med študenti, kjer je poskušal spet v novo nastalih razmerah Ljubljanske univerze, kjer so komunisti zelo močno skušali z vso silo kar zavzeti univerzo, oteževali njeno dejavnost in tako dalje, se je on zavzel za to, da bi vendarle univerza ohranila kot katoliška, da bi ta univerzitetna združenja, ki so jih potem ustanavljali, vendarle bila v tem katoliškem smislu, in nekako z svojim delovanjem, kjer je velikokrat posegel tudi v razprave med študenti, tudi sam šel na različne sestanke, tam govoril, tudi poslušal in potem tudi ustrezno reagiral za to, da so študenti vendarle v tem tudi potem odločevalnem procesu uspeli, da so katoliško barvo, če tako rečem, na univerzi vendarle ohranili. Potem, kot veste, leta 1931 ga je škof Rožman imenoval za študentskega duhovnika. Tu je odigral izjemno pomembno vlogo, bil tudi seveda še posebej v teh svojih skupinah tako imenovanih stražarjev, ki jih je on ustanovil, ki so izdali tudi stražo v viharju. Človek, ki je predvsem skušal tudi organizirano, tudi dejavno okrepiti to, kar imenujemo krščanski družbeni nauk, to se pravi družbeno delovanje študentov tudi v tem katoliškem okviru in predvsem tudi dolgoročno svaril pred posledicami tega komunističnega delovanja. Zelo odločno nastopil recimo proti Edvardu Kocbeku, ki je v svojem premišljevanju o Španiji, kot veste, leta 1937 zapisal, da je v Španiji boj med fašizmom in torej, da po eni strani med fašizmom in katoliško cerkvijo in na drugi strani med naprednimi silami, kjer je bil pač komunizem. Ehrlich je potem vse to natančno analiziral in v Slovencu zapisal, da pravzaprav tukaj ne gre za nasprotje med katoliško cerkvijo in naprednimi silami, ampak med fašizmom in komunizmom. Katoliška cerkev pa je glavna žrtev tega procesa in pokazal je tudi, koliko ljudi, recimo v nekaterih škofijah, 90%, torej predvsem na tem področju, ker so revolucionarji že
prevzeli oblast, 90% ljudi je duhovnikov in vseh drugih je bilo pomorjenih, in to pravi seveda najboljših duhovnikov, ker je pač Kozbek menil, da je tudi kakšen duhovnik prijel za orožje. Ehrlich pa pravi, po njegovih informacijah ni prijel noben dober duhovnik za orožje, ampak če je bil kakšen slab, pa to seveda ni šlo v tem smislu, ampak v smislu tega, da so ga pridobili za svojo dejavnost. Torej, ko zelo tako analitično presojate procese, seveda govori tudi o vlogi Kominterne v teh procesih, ker imamo danes tudi že številna dela, ki kažejo, kako je pravzaprav komunizem dejansko tako v Španiji, kot kasneje potem v drugi svetovni vojni poskušal dejansko povsod, kjer je prišel do ljudi, prevzeti oblast, in to seveda je Ehrlich svaril tudi Slovence, kajti pravi, že pred prvo svetovno vojno z Društvom prijateljev Sovjetske zveze in vsega drugega so tudi katoličani stopili na to stran in dejansko zavrgli svoje temeljna duhovna načela in se predali načelom, ki so jih propagirali komunisti. In to je seveda potem tudi vplivalo do tega, da se je pač zgodilo to, kar se je zgodilo potem v drugi svetovni vojni. No, Ehrlich je potem kot pomemben član bil predviden, da ob napadu Nemčije zapusti deželo in gre v eksil z našo vlado. Slovenski ministri so to nekako, predvsem Kulovec, načrtovali, vendar kot veste, Kulovec je ob napadu na Beograd padel, oziroma bil ranjen in umrl. Medtem ko drugi so ga potem, ko je prišel v Beograd, so že odšli in je šel potem v Sarajevo in potem v Črnogoro, tam doživel, kako so pravzaprav Srbi pobrali samo svoje ljudi, celo svoje sorodnike, in oni so seveda potem izveseli tudi verjetno zaradi tega, ker pač Ehrlicha nihče v teh krogih ni posebno sprejemal. Ehrlich je potem se vrnil v Ljubljano, poskušal nagovoriti Slovence za to, slovenskega, predvsem takratnega Bana, ki je bil neformalno pač voditelj v takratni okupirani Ljubljani, zato da se ustvari podtalna vlada. To ni uspelo, zato je Ehrlich napisal potem Slovenski problem, v katerem pravzaprav pravi, da moramo Slovenci gledati zdaj v časih vojne in tako naprej, se vedno delajo te glavne spremembe, mi moramo imeti pred seboj vendarle bolj kot v prvi svetovni vojni načrt, kako bomo svoje slovenstvo in seveda tudi katolištvo ohranili, obranili in postavili tudi v družbeno-politične okvire. V tem smislu je izvenel njegov Slovenski problem, spomenica napisana konec leta 1941, v kateri govori o Sloveniji kot samostojni državi z nekako, ali pa tudi kot temelju srednjeevropske povezave. In kaj je tam Gantar zapisal, da je bil Ehrlich prvi, ki je govoril o Evropski zvezi v tem smislu. Pri tem se seveda sklicuje predvsem tudi zopet tukaj, tudi pri teh državniških političnih zadevah, na krščanstvo. Njegova vizija slovenske države je seveda višarska Slovenija, ki ne postavlja meja ali branikov pred drugimi, ampak je kot svetišče odprta za vse in je seveda duhovno utemeljena in v tem smislu tudi omogoča, da bi živeli duhovno življenje. In seveda v tem smislu je tudi v nekem smislu tudi napoved tistega, kar se je vsaj recimo idejno potem uresničilo v Slovenskem demosu, ki je izhajal tudi iz teh temeljev tega duhovnega izročila, ker so tudi vidne, če hočete, opremljive povezave med Ehrlichovimi učenci, ki so bili v Ameriki, v Kanadi in drugih državah, in demosom. Določeni ljudje so se tudi srečevali in ta ideja je potem seveda tudi pod vplivom drugih vplivala na to,
da se Slovenija kot samostojna država uveljavi. In seveda s tem je tudi Ehrlich v tem času dejansko postavil spet tiste temelje, da Slovenci kot ljudje, kot narod, kot skupnost bomo živeli in preživeli, če bomo duhovno ukoreninjeni, in v tem smislu je njegova Višarska Slovenija. Potem je seveda sledila še spomenica Italijanom, v kateri zelo kritično obravnava problem italijanskega nasilja nad Slovenci in tudi komunističnega nasilja, in celo poudarja, da govorijo, da komunisti in Italijani pri tem sodelujo, da uničijo slovenski narod. V tem smislu seveda je še ogromno drugih stvari, njegova karitativna dejavnost, pa tudi njegova dejavnost v tem smislu, da je pomagal slovenskim beguncem, ki so iz nemških dežel prišli, da je tudi napisal natančna poročila, kako so Slovenci pod Nemci zatirani, in to posredoval v Vatikan in v Ameriko, da so tudi v širšem smislu spoznali ta proces. V tem smislu seveda je imel Ehrlich popolno podporo tudi škofa Rožmana, ki je bil v nekem smislu sploh po smrti tako Ehrlicha in potem še Natlačena nekako neformalni voditelj, ne, če hočete, politični, ampak duhovni voditelj Slovencev, in na nek način seveda je izjemno pomembno, da se Slovenci ovemo tega njegovega poslanstva, njegove tudi zavzetosti, da na teh krščanskih temeljih nekako Slovenija tudi naprej živi, in da to zavedanje in tudi samozavedanje omogoča tudi smernice, kako naj se danes nekako v tem smislu ravnamo. In zato mislim, da je tako Ehrlich kot seveda mučenec, pa potem seveda tudi škof Gregorij Rožman, Grozde in vsi drugi, ki so takrat z mučeništvom plačali to zvestobo do teh krščanskih temeljev, tudi zgled in upanje tudi nam danes, in verjamem, da je zato potrebno, da gremo to pot pogumno, kakor je šel recimo tudi po koncu vojne in v revolucionarnih razmerah škof Anton Volk, ki nam je tudi v tem smislu zgled tega, da je mogoče tako živeti, in seveda za njim tudi številni ljudje, ki so šli to pot tudi v totalitarnih razmerah, brez dvoma. Ne pozabimo Jožeta Pučnika, ki je seveda zanimivo, in to je tudi nek način paradoks, če hočete, tega našega družbenega življenja. Jože Pučnik je rekel, da on ni veren, ampak jaz sem prepričan, da je on bil bolj krščanski in tudi utemeljen v teh vrednotah, kakor je bil njegov protikandidat, ki pa je rekel, da je sicer vzgojen v evangeličanski veri, ampak od vere pa seveda v njegovem delovanju ni bilo kaj dosti opaziti in še danes žal ni. Tako da dejansko je izjemno pomembno, da se zavedamo, da so ti temelji tisti, ki omogočajo preživetje. In ob koncu bi rekel še tole, seveda bo marsikdo rekel, ja, pa kako bomo to preživeli? Jaz sem prepričan, da seveda ti temelji niso vedno, če hočete, svetno uspešni, da ne bomo, kakor je tudi Ehrlich v prvem smislu tudi izgledalo, da so njegove ideje o samostojni Sloveniji, o krščanski Sloveniji in tako naprej, da so to utopija, pa vendarle se je to uresničilo. Na drugi strani pa verjamem predvsem, da se uresničuje tisto, kar je pa še bolj pomembno, kakor to, čeprav je to izjemno pomembno, da imamo svojo državo, da smo v svojih temeljih, ampak izjemno še bolj pomembno pa je, da imamo krščanske duhovne temelje, ki nam omogočajo osebno in družinsko in družbeno življenje, in da so ti temelji vedno seveda tudi ogroženi. So bili v preteklosti, so tudi danes, in iz teh temeljev živeti vedno pomeni tudi, da ne računamo na uspeh v tem svetu, in tudi Ehrlich je velikokrat tudi v svojih spisih, lahko razberemo, je dvomil, da je Bog vedno z njim, ampak kljub temu je potem vse take dvome vedno zaključil v svojih bogatih duhovnih
razglabljenih, ki jih je včasih tudi zapisal in smo jih lahko brali, da je vendarle pride na koncu trenutek, ko Jezus reče, deklica, vstani, to se pravi, v tem je naše upanje, ki velikokrat na tem svetu ni uspešno, bodisi vsakega izmed nas osebno, kakor tudi seveda v družini, v družbi, ampak to upanje je tisto, ki drži nas pokonci, ki nas omogoča ne samo za ta svet, ampak tudi za prihodnji. Hvala lepa za pozornost.